Najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji Val 202 te dni praznuje 35-letnico svojega delovanja. Iz prvotnih 3 dni oddajanja na teden in pokritostjo Ljubljane z okolico se je Val 202 razvil v radijski program, ki ga na svojem radijskem sprejemniku dnevno poišče povprečno 218 tisoč poslušalcev. Pa poglejmo, kakšni so bili začetki. 16. junij 1972 je močno zaznamoval slovenski radijski prostor. Vanj je vstopil nov program Val 202, ki je v takratni siromašen medijski prostor vnesel nov pristop. V program je vključil poslušalce, ki so dotlej radio zgolj poslušali. Vala 202 smo se najprej razveselili mi radijci, zlasti napovedovalci. Za nas je bil to velik izziv, nekaj povsem novega. Ne smete pozabiti, da smo bili do takrat napovedovalci vajeni le branja vnaprej pripravljenih besedil. Tako rekoč čez noč pa se je bilo treba pogovarjati s poslušalci, pa z gosti v studiu. Pomeni, naučiti smo se morali novega jezika, ki naj bi bil bolj sproščen, manj strog, torej knjižnega, pogovornega jezika. Nemalokrat se nam je zatikalo, ušla nam je kakšna narečna, pa tudi slengovska beseda. Vendar nam poslušalci tega niso zamerili. Nasprotno, čeprav smo na začetku oddajali le na srednjem valu 202 metra, od tod tudi ime, smo s tem novim programom kar naenkrat prebudili naše poslušalce. Bili so navdušeni, začeli so klicati na radio, pošiljali so nam celo rože. Valovcem v tistih dneh ni bilo nič pretežko. Vsi so želeli narediti le čim boljši program. Na Val 202 sem prišla v zatonu leta njegovega začetka, v letu 1972 in mu ostala zvesta vse do današnjih dni. Sem edina, ki je od prvih dni vse do danes ostala v uredništvu Vala 202, edina preživela iz pionirskih let tega programa, ko smo mladi in lepi orali ledino in veslali proti toku rutine. Z 10-kilogramsko nagro, profesionalnim radijskim magnetofonom na rami, z reportažnim avtom na poti, v boj za seveda čim več izjav in odgovorov, ki jih ljudje v tistem času še zdaleč niso tako zlahka izražali kot pa danes. No, Val je začel vzgajati tudi, lahko rečemo, generacijo novih mladih novinarjev z drugačnimi pogledi, z drugačnimi prijemi. Recimo novinarje generaliste, spomnim se, da smo vsi bili prisiljeni delati vse, da ni bilo priložnosti, ker je bil tudi program tak, da bi se specializirali, in predvsem smo večino našega dela opravili v živo, ker je dajal recimo še dodaten čar, dodaten tempo temu našemu delu. No, zaradi te živosti v programu, oziroma zato, ker smo bili tokrat v živo, smo se kdaj znašli tudi v kakšni zadregi, recimo kakšni narodnosti. Spomnim se, ko sem kot mlad novinar poročal s tekmovanja pevskih zborov v Šentvidu pri Stični in sem imel pogovor z vodjem pevskega zbora upokojencev. To je bil en prijazen, star možiček prek 90 let in sem ga vprašal, koliko vas pa je v tem zboru, pa je rekel 9. In prva misel, ki se mi je utrnila, ampak brez žlehtnobe, brez recimo kakšne zle misli, na kar sem pomislil in sem tudi rekel, no, še malo pa boste oktet. Tradicija, kakovost ali kaj tretjega so verjetno razlogi za to, da je Val 202 še vedno najbolj poslušan radijski program v Sloveniji, kljub temu, da so radijske frekvence iz dneva v dan vse bolj polne. Dejstvo pa je, da je Val 202 postal in ostal merilo za kakovost govora.